lokalni problemi, ki obstajajo po Sloveniji, ki jih je veliko, mogoče si sploh ne znamo predstavljati, ampak jih je kar precej. Bom rekel, obstanejo ali pa padejo na podlagi prizadevnosti ljudi, ki so vpleteni v te zgodbe. Se pravi, ali bomo uspeli ali ne bomo uspeli, je zelo pogosto odvisno od tega, kakšna je skupina ljudi, zdaj se govorimo o skupini ljudi, ki se s tem ukvarja, v lokalnem okolju in koliko zelo si prizadeva za neko zmago. Vedno je težko, vedno porabiš neprimerljivo več časa kot tvoj nasprotnik, zato ker se moraš naučiti, zato ker moraš se te HKC poštudirati tudi preko prakse, da se lahko ustrezno angažiraš, ampak štoparski vodnik nekdo prebere, vidi, da so možni koraki naprej, vse spodbujam, naredite prve korake naprej, niso toliko težki, kot se mogoče na začetku zdi, se pa znajo potem tekoma vključevanja v postopke in tako naprej zakomplicirati. Takoj, ko vidimo, da ne znamo več dalje, si poiščemo pomoč drugih, se pravi, vedno si ne smemo dopustiti, da ostanemo v lokalni zgodbi ali pa v kakršnikoli zgodbi okoljski sami. Poiščemo sorodne, razmišljajoče ljudi ali pa organizacije, ki se s tem ukvarjajo. Ljudi z izkušnjami, skratka, tudi? Tako. Vselej najti nekoga, ki se je s tem že ukvarjal kdaj. To ni toliko težko, kot se mogoče zdi. Pisati je treba, recimo, jaz bi tako priporočil, posameznicam, posameznikom, ki jih poznate, mogoče tudi iz medijev, nima veze, ali pa pišete nam nevladnim organizacijam, še posebej tem, ki smo statusom, to se nas najde v IPES-u. Jaz sem prepričan, da kjerikoli organizaciji, ki boste pisali, statusom, vas bo znala napotiti še vsaj na eno osebo ali pa dve, ki vam lahko v tem lokalnem problemu pač pomagajo.